si mogoče med študijem Jašike tudi opazila, glede na to, da prihaja žanr iz Japonske, ne, in je njihova kultura pač precej različna naši, ne, da med to, ko skušajo prenesti ta žanr sem, se zgodijo kakšen mogoče šum v prevodu, ne moreš prenesti določenih aspektov njihove kulture v našo kulturo, si tukaj našla kakšne take vidike. Jaz opažam, ne, če recimo jaz gledam, pa nekdo, ki ne pozna anime, včasih se malo zgubijo, ker ne poznajo te res kulture pa besedišča, ne, kakor hikikomori, kaj je to. Ja. Ne? Ja. Ali pa moje. Ali pa moje, ali pa te stvari, ja. Baka. Senpai. Senpai, sensei, ne. Ja, to je tudi napaka v prevajalcih, ne, zato ker ne prevede, ne, hikomori bi bilo, da je ostano šatin, ne, sensei pač učitelj, oziroma pač, ne vem, ali pa, ne vem, ko ima še za senseninu in ne da učitelj, ampak... Lahko je zdravnik, psiholog, pisatelj, pač moraš biti nek profesionalc, ne. Tako, ja. To bi mogli pač v osnovi prevesti, ne, ker pač valjda ne moreš povedati, ne, ampak za te, recimo, ne vem, običaje pa to, ker pa to pa res ne moš razumeti, ne, za nekoga, ki pač šele pride v to industrijo, ne. Ali pa kako rešujejo probleme, ne, pač mi gremo, rešujemo, aktivno se skregamo, oni se pa odmaknejo, recimo. V Jašike je zelo značilno to, da se odmakneš, se pomiriš, pa porešuješ težave. To taki načini. Ali pa kako kažejo čustva. Sicer pa animeji so zelo izrazita, ampak če kdo gleda, ne vem, kakšno japonsko dramo, ki je igrano, ne, kako kažejo čustva, je čisto drugačno. Pa si kakšen reče, se ne kažejo nič, zakaj je tako, ne, ampak to je na njihov način. Način pokazanja čustev je čisto drugačen. Pač moraš imeti neko masko, dobesedno. Kar je lahko problematično. Mislim, kako se tebi zdi to. Zelo je problematično. Oni zelo tlačijo stvari, zaradi tega, ker imajo mnenje, če bom jaz spet do težave, bo ga obremenilo. Res je. In bom njega poškodovala tako. Zato se uveljavljajo tudi razni ti poklici, nekaj najameš družino, najameš punco, fanta. Obstaja en človek, ki ga najameš, da dela nič. Samo s tabo je. To je tudi na YouTubeu en video, ne, da meni hoda z nothing, ga najameš, greš v neko kavarno, sam sedi zraven. Zato, ker Japonci si tudi ne upajo vprašati, a bi šel z mano nekam, ne? V bistvu imajo veliko takih storitev, kjer si lahko v bistvu najamejo celo družino. Lahko si najamejo punco. Rent a girlfriend! Let's go! Primer. Misliš, da se bojo takšne storitve prenesle tudi na zahod? Možno. Mogoče so že kje, ne samo opazimo se v Sloveniji. Ja, vidiš ta trend, mogoče... Ti, ko imaš boljši pogled v Zahod je ful močna razlika v temu, da oni so ravno to bolj povezani. Budizem jih je ful drugače učil, kot pa naš grški način. Čeprav ni bil konfucionizem predvsem tisti problematičen. Ko je prišel tja. Sem jaz povezano. Pač oni so veliko bolj povezani kot družina, kot ono in so se tako razvijali, da so skupina. Kolektivizem. Niso individualci tako miko, ti moraš sam biti kamen, moraš sam uspeti v življenju. Sam jaz opažam trend tako pri mlajših, tudi ko se na Discordu pač pogovarjam z njimi, da včasih nimajo nobenega, s katerim bi se res družili pa poistovetili, pa da bi zaupali mu, ne. Je to velik problem in profesionalce je tako primankuje, da se greš ti tam ali spovedati pa povedati stvari. Da najdeš enega pristnega človeka, ki to poslušal, ne bo kritiziral, s tabo šel, ne vem, nekaj, ki imaš ti rad, ne. Torej, real friend. Ja, real friend. Teh pri mlajših jaz opažam, kako težko je najti nekega pravega prijatelja. Mislim, da je ta individualizem full overblown na zahodu, ker vedno bolj se pojavlja ta težnja, da moški in ženske so vedno bolj v bistvu osamljeni. Veliko večjih youtuberov in političnih komentatorjev je dal kakšne videe ven, kjer so pač prav že v medijih nekako poročajo o tem, da male loneliness je pač real thing v zadnjem času. Dejansko gledal sem en video od Shuon Heads, kjer je analizirala različne medije, kako poročajo za ta male loneliness, oziroma pač moško osamljenost. In pač govorila o tem, da, oziroma predstavljajo komentarje glede na ta video, ki ga je dala na svojo analizo, in določeni komentarji so bili včasih sem hočem nekoga, s katerim se lahko pogovarjam, ki ni moja mama. Ne? In da razmišljam o v bistvu
ko razmišljaš o samomoru in ko je edini v bistvu ne pri tem, zato ker bi ne vem, užalostil svojo mamo, doesn't feel good, man. Pa rad bi tule povdaril tudi to, da ko se menimo o osamljenosti, ne pomeni, da nimaš prijatelj. Lahko si v skupini, lahko imaš puno prijatelj pa vsega, ampak se še vedno počutiš ampak nisi nepovezan, ampak si vse nepovezan. In to, ta pristnost, ko je rekla. Misliš, da pač čisti novodobni mediji vplivajo na povečanje v bistvu te nekak mentalne osamljenosti? Jaz tako gledam, dosti ljudi ravno preko teh medijev dobi nekega pač človeka, ki se mu zaupa in pa se spoznajo tudi v živo, tudi so primeri, ki se je kdo poročil, se najdeš tako. Mi smo se spoznali pač najprej preko foruma, ne? Ja, pač, jaz sem tudi dosti ljudi tako spoznala, ne? Je pa res, da včasih je največji problem je to, ti greš gor in veš, ko so ljudje srečni. Na Facebooku, Instagramu, kjerkoli objavljajo, kaj je že nekdo dosegel in pol je ta občutek, je pa lahko tudi osamljenost. Pač ti si tam, igraš neko persono v bistvu na internetu in včasih te ignorirajo, tam se še hitrejše ne vidi, ne vem, si na sin, piše sin, pa ti noben ne odgovori. Fak, sinov me je, oziroma sinov. Tako da je tudi možnost, ali pa kakšen, vem, kad cel čas preživi in igra videoigrice, pa niti ne komunicira z drugimi, se prav zapre, ker to je tudi en bek lahko.